Spoštovane gledalke in gledalci, tokrat pa smo gostje na cerkvenem sodišču Mariborske nadškofije in pred naše kamere smo povabili docenta za kanonsko pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani z oddelkom v Mariboru in sodnika na cerkvenem sodišču v Mariboru, profesorja doktorja Stanislava Slatinka. Lepo pozdravljeni, gospod Slatinek. Lepo pozdravljeni. Problem je v tem, neredko slišimo, da se je nekdo cerkveno ločil in ponovno cerkveno poročil. Ali cerkev pozna razveljavitev zakona oziroma ločitev zakona, bolje rečeno? Torej, takšno ločitev, kot jo pozna civilno sodišče, cerkev ne pozna. Kljub temu pa v kodeksu ali zakoniku cerkvenega prava obravnava tudi to vprašanje. Cerkev obravnava vprašanje ločitve in sicer so to specifične ali posebne oblike ločitve. Velikokrat se zgodi, da pač ljudje pridejo in rečejo, zdaj sem se civilno ločil, zdaj bi se še pa cerkveno ločil. Potem ga pač poučimo, da je možna ugotovitev ničnosti zakona, medtem ko pa, ko govorimo o ločitvi, glejte, poznamo dve obliki, ki sta pridržani papežu. To so tako imenovani privilegiji, pavlinski in petrinski privilegiji. Potem je tretja oblika je tudi na nek način bolj kompetenca apostolskega sedeža, to je privilegij vire. To gre predvsem pri mešanih zakonih, da se lahko mešan zakon loči zaradi koristi vire tistega, ki je katolik. Za slovenske razmere pa mislim, da najbolj prideta v poštev dva primera. In sicer eden, ki je mogoče bolj pogost, to je primer ločitve ob obstoječi zakonski zvezi. Po starem zakoniku se je temu reklo, to še nekateri ljudje vedo, ločitev od mize in postelje. Novi zakonik to zdaj imenuje ločitev ob obstoječi zakonski zvezi, to je pristojnost krajevnega ordinarija. Potem pa druga, tako imenovana ločitev neuresničenega zakona. Mi to strokovno imenujemo ratum non consumatum. To je pa tudi pristojnost apostolskega sedeža. Seveda se pač mora ta stvar ugotoviti na določenem kraju, pomeni določeni krajevni cerkvi. Od teh naštetih primerov ločitve bi morda samo za trenutek omenil ta dva zadnja, ki sta morda malo bolj zanimiva za mogoče tudi gledalce, poslušalce. Ločitev ob obstoječi zakonski zvezi pride v poštev, kadar eden od zakoncev ne more v miru prenašati recimo nezvestobo sopartnerja. Ga večkrat opomne, bodi zvest, govorim zelo preprosto, tako da se da razumeti. Mu sicer mogoče malo odpušča, ampak končno pa tega ne more sprijeti in to je upravičen razlog za tega nedolžnega zakonca, da sproži prošnjo pri krajevnem ordinariju, da ju loči. Ampak kaj to pomeni? Pomeni, da njun zakon ostane nerazvezan do smrti. Škof v tem primeru loči samo na nek način njune obveznosti, ki jih imata drug do drugega. Ali ju razveže teh obveznosti, jima da pravico, da lahko ločeno živita in da nimata pravzaprav nekih obveznosti živeti kot mož in žena. Ali je to tudi zato, da se tisti, ki ni zvest, malo spokori? Tako. To je potem tudi spodbuda, da bi drugi, ki je nezvest, vendarle čim prej zopet obnovil zakonsko zvezo. To je recimo tako na kratko ta prva oblika. Druga je pa, kot rečemo, neuresničen zakon, pomeni, da zakonca zaradi katerihkoli razlogov, bodisi nekih zunanjih ali notranjih,
razlogov nista storila dejanja, ki vodi do rodnje otrok. In v takem primeru je zakon sicer sklenjen, mi rečemo veljaven, ampak ga lahko papež loči oziroma razveže. Ne? In tistemu, ki prosi, da s tem pravico, da ponovno sklene nov zakon, kjer bo lahko tudi zaživel kot recimo oče ali pa mati. Kaj je temeljni pogoj za sklenitev veljavnega krščanskega zakona? Temeljni pogoj je gotovo popolna sposobnost enega in drugega partnerja. Pomeni, da zakonsko zvezo skleneta moški in ženska, da sta sposobna, to pomeni telesno in pravno sposobna, in da vesta, da je zakonska zveza nerazvezna do smrti. Pomeni, vsaj bistvene stvari morata vedeti. Ne? Od teh elementov, ki jih tukaj naštevam, je gotovo zelo pomembno osvetliti recimo to pravno sposobnost. Ne? Pravna sposobnost pomeni, da sta pripravljena izreči privolitev. To, kar mi velikokrat pri cerkveni poroki opazimo, ne, nam ostane tako v spominu, slišimo, da zaročenca rečeta da ali hočem, ne, in potem je znana cerkvena poroka. Ne. To mi v pravo imenujemo privolitev, pravna sposobnost, in to morata storiti. Brez tega ni zakona, zato tudi učimo, ne, da zakon nastane s privolitvijo. Seveda sposobnih oseb. Tukaj pa, ko govorimo o sposobnosti, pa mislimo na tako imenovano fizično sposobnost. Pomeni brez bolezni, sposobna oseba, da sklene zakon, kot ga predvideva cerkev. Ne, pomeni brez nekih pomanjkljivosti. Ne. Bolj natančno morda, kdaj lahko sklepamo, da cerkveno sklenjen zakon ni bil pravilno sklenjen, ko je že sklenjen? Tukaj govorimo zdaj o dveh razlogih, da bi neki zakon ne bil veljavno sklenjen. Zakonik cerkvenega prava omenja recimo eno skupino takih razlogov, to so razdiralni zadržki, zaradi katerih ni mogoče veljavno skleniti zakona. Razdiralni zadržek je na primer pomanjkanje let. To je najbolj tako preprost razdiralni zadržek. Ne? Mimogrede, koliko mora biti star? Deček 14, deklica 14, deček 16 let. Ne? Se pravi, 14 in 16 let morata imeti za veljavno sklenitev zakona. Zdaj, če je pomanjkanje let, potem govorimo o razdiralnem zadržku. Ne? No in takih je nekaj v zakoniku naštetih. Naprimer, eden od razdiralnih zadržkov je tudi krvno sorodstvo ali pa svaštvo, ali pa recimo, da nekdo ima že sklenjen zakon, predhodna zakonska vez in podobni. Ne? Potem druga skupina so pa hibe v privolitvi. Ampak ta dva mlada kandidata za sklenitev krščanskega zakona morata verjetno imeti tudi dovoljenje staršev. Res je, da kodeks želi, da so tudi drugi pogoji izpolnjeni, ampak tisti pogoji, ki so za veljavnost zakona, ne, so namreč, da sta zakon sklenila, kot sem že na začetku omenil, dva, ki sta različnega spola, pomeni ne morata veljavnega zakona skleniti istospolna partnerja, potem, da sta pravno sposobna, fizično in pravno sposobna, in da vesta za temelj, recimo, da sklepata cerkveni zakon, ne pa da bi, na primer, sklenila samo eno, bi rekel, trenutno zvezo. To so pogoji za veljavnost. Medtem ko pa za dopustnost, to pa so potem taki, recimo, da so starši za,
da sorodstvo ne brani in tako naprej. Ne. To je torej prva kategorija, druga pa pravite hiba v privolitvi. Drugo so pa potem hibe v privolitvi. Ne. Hibe v privolitvi so pa tiste, ki jih pač je potrebno vedno dokazati na zunanjem področju. In te pa sprožijo, bi rekel, posredno neveljaven zakon. Ne. Recimo zaradi enega razdiralnega zadržka je zakon vnaprej neveljaven. Ga ni mogoče veljavno sklenati. Če dve osebi točno vesta, da sta v krvnem sorodstvu, naprimer bratranca, ne, vesta vnaprej, da ne moreta skleniti veljavnega zakona brez dovoljenja pristojne oblasti, recimo krajevnega ordinarja. Velikokrat pa oseba ne ve, kako je z njegovo privolitvijo, ne, ker to pa je dejanje volje. Zato je zakon vnaprej veljaven, se pa lahko zaradi pomanjkljive volje dokaže ničnost. Da torej ni bil veljavno Da sklenjen. ni bil veljavno sklenjen. Da ga Bog ni potrdil. In zato smo recimo cerkveni sodniki, da to raziskujemo. In to je vprašanje velikokrat okoliščin, kako je bil nekdo pripravljen za zakonsko zvezo. Ali pa nepripravljen. Ne? Gospod Sletinek, vi ste izdali krasno knjigo v letu 2005, mislim, da je izšla Zakon, ki ga ni bilo. Izjemna knjiga, ki zelo sistematsko prikaže celotno problematiko sklepanja zakona in tudi potem ugotavljanja ničnosti. Morda se malce bolj zaustaviva pri hibah v privolitvi. Z veseljem. Mogoče bi bilo prav, da rečem, še enkrat bi rad ponovil, da je privolitev je bistveni element za sklenitev zakona. To, kar duhovnik vpraša zaročenca pri poroki, ko reče ženin, pa imenuje ime, ali hočeš sprejeti nevesto za svojo ženo, in to dejanje, da on reče hočem, to je nekaj, kar postavi zakon. In naredi zakon v trenutku za veljavnega. Potem pa še po nekem določenem času zakon postane nerazvezen, ko storita dejanje, ki je samo po sebi primerno za roditev otrok. In takrat rečemo, je zakon tudi sklenjen in uresničen. Seveda, tukaj pri hibah je vprašanje čisto na začetku, kako je bila formirana volja. Ali je bila volja pripravljena, se je oseba zavedala, kaj izreka, ali pa je bila volja morda celo kakorkoli blokirana. In tukaj razpravljamo o hibah. In v moji knjigi sem naštel kar dosti teh razlogov, ki govorijo o ničnosti. To pomeni, različne so lahko hibe volje. Najbolj pogosta hiba volja, če dovolite, da jo imenujem, je premajhna zrelost partnerjev ali tako imenovana nesposobnost za zakonske obveznosti. To je problem številka 1, ki ga opažamo ne samo v slovenskem prostoru, ampak mislim, da kar v vesoljni katoliški cerkvi. Potem na drugem mestu je morda premajhna razsodnost partnerjev, da ne razsoja med ali ne vidi, preprosto ne vidi svojih pravic in dolžnosti. V majhnem številu so potem bolezni razuma. Zelo pogosto se zgodi vprašanje strahu ali prisile. Potem pa so še drugi razlogi, med katerimi bi mogoče posebej izpostavil simulacijo. Veste, simulacija je neke vrste figa v žepu, po domače povedano, ko nekdo ne misli zares. Pa tako hoče dobro izpast pred drugimi, morda celo pred svojim partnerjem, ampak v resnici pa hoče nekaj drugega. To so recimo zelo pogoste hibe v privolitvi.
Če recimo sozakonec za to ni vedel, Cerkev je potrdila to zakonsko zvezo, zakon je bil sklenjen pred Bogom. Tako, v cerkvi, svatje so prišli, Tako. muzika je bila, Priče. priče so bile in vsi rečejo, sklenila sta zakon. In res je, sklenila sta pred cerkvijo veljavni zakon. Če se pa vendarle zakonca ne moreta pogovoriti o svoji prihodnosti ali pa nastane celo nasilje ali kakršnikoli razlogi, ki ta zakon razbijajo, pa si rečeta, pa midva nisva niti mogoče ta prava skupaj. Ne? Takrat pa bi bilo primerno, da bi eden od obeh, ki je bolj prepričan v to, napisal prošnjo sodišču, da ima pomaga raziskati, ali je bila volja, ne, ta privolitev, zdrava ali pa pohabljena. In do tega potem pridemo skoraj, v večini primerov skušamo priti na pomoč, da bi ugotovili, ali je bil ta zakon res veljavno sklenjen. No, in če zdaj malo pohitiva, pa bova potem še razlagala, ne, če rečeva, da sodnik ugotovi, da je bila hiba vendarle pohabljena, volja pohabljena, potem na podlagi sodbe sta zakonca prosta. Na podlagi sodbe se razglasi zakon za neveljavnega in lahko vsaj nedolžna stran sklene nov zakon. Takega, kot si ga recimo v resnici želi. Torej tudi zakrament pravzaprav sploh ni bil podeljen. Tako je. In tudi zakramentalne milosti ni bilo. Veste, težko je to tako natančno opisati, kaj se dogaja z tega božjega zornega kota. Ker Bog je skrivnosten in na skrivnosten način obiskuje ljudi, kako pošilja milosti in koliko in kdaj in kako, to prepustimo raj njemu. Kaj pa pomeni, da je rekel Petru, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano pri meni. Tako je. Razvezano pri meni. Tako je. Čeprav je, denimo, partner prevaral drugega, Ja. pravite s figo v žepu, Ja. drugi je bil prepričan, denimo, da je Tako. cerkveno poročen. Tako. Da zaradi tega Bog daje milost. Tako, Bog daje milost in zdaj, če tako rečemo, ko se po nekem določenem času lahko dokaže ničnost zakona, potem tisto, kar je do tistega trenutka v tem zakonu, kar sta živela, je Bog na svoj način tudi blagoslavljal. Res je, da če se enkrat ugotovi ničnost, potem se reče, pač tega zakona ni bilo. Nikoli ga ni bilo. Torej tudi ni bilo zakramenta, kot se reče, zakrament zakona. Ampak na nek način sta pa tudi bila deležna milosti. Zdaj na en poseben skrivnosten način, ki pa jih gotovo Bog ve. Še prav posebej mislim za tistega nedolžnega zakonca. Naprimer, da bi rekli zdaj vsa obhajila in vse molitve, ki so bile v tem času od nedolžnega storjene, nič ne veljajo. Tega ne moramo reči. Gotovo veljajo in so gotovo tudi tistemu koristile na tej poti, ko se je trudil, da bi nekako živela zakon. Čeprav je bil v dobri veri prepričan, da ga živita. Rekli ste, da je ena glavnih hib v privolitvi, torej ob sklenitvi zakonske zveze, nesposobnost sprejeti bistvene zakonske obveznosti. Morda malo bolj da malo razložim to vprašanje. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Glejte, kodeks obravnava to v kanonu 1095. Tam pravi, da so nesposobni za sklenitev zakona tisti, ki zaradi psihičnih razlogov niso sposobni za obveznosti zakona. Zakonske obveznosti bi zakonca mogla poznati. Zakonske obveznosti, to so neke vrste cilji krščanskega zakona. Namreč blagor,
zakonca, da skleneta res v blagor drug drugega, potem, da je res pred njima, pred očmi dobrina družine ali otrok, da sta odprta za otroke in da jih bosta potem tudi vzgajala v katoliški veri. To so neke vrste dobrine ali cilje ali pa obveznosti zakonov. Ne? Seveda, če skleneta zakon, naprimer, dva mlada zaročenca, zelo mlada, morda, lahko rečem včasih premlada, ne, za te velike cilje, potem sta morda celo nesposobna to narediti. Ne? In gledajte, tukaj so neke vrste hibe, ki ljudi vlečejo proč od družine. Mi velikokrat rečemo, kje so razlogi te nesposobnosti? Neke odvisnosti, ki so pa lahko zelo različnega tipa. Ali so to odvisnosti od stvari ali ljudi. Naprimer, če rečem od stvari, je lahko to eden eminenten primer, naprimer alkohol, da je eden od partnerjev zelo vezan ali pa odvisen od alkohola. Torej pomeni, da ves svoj čas in vse svoje moči je pač prepustil tej stvari, ne, ga ta stvar použije. To pomeni še preden je sklenil zakonsko zvezo. Že preden je sklenil zakonsko zvezo. Kajti, če začne potem piti, recimo... Če začne potem piti, potem težko govorimo o taki hibi, ampak lahko govorimo o kaki drugi hibi. Ne? Gotovo je pomembno, da gre za nesposobnost, ki se je začela že prej, ne? Ali pa vsaj v takih, bi rekel, nežnih znamenjih navzoča, pa se je potem razvila. Če pa rečemo, naprimer, da je nekdo odvisen od oseb, je pa lahko najbolj pogosto od svojih staršev. Ne? Nekdo je neke vrste mamin sinček ali pa mamina hčerka. Ne? In vso prednost in vso, bi rekel, pozornost posveti staršem ali enemu od staršev, lahko tudi kmetiji, domačiji, sorodnikom. Bolj kot svojemu partnerju. In ga to tako, bi rekel, blokira, da rečemo, ni sposoben živeti z svojim partnerjem za cilje zakona. Ali to pomeni, da je moral tako biti vezan, denimo na starše, kot pravite, že pred sklenitvijo zakonske zveze ali tudi potem? Najprej se te, bi rekel, blokade spoznajo šele pol, ko začneta skupaj živeti. Ne? Velikokrat se teh blokad prej ne vidi, oziroma se tudi teh ne opazi. Zato rečemo, da so zakon sklenili nepripravljeni, ne? Ker se premalo poznata, se nista odkrila, nista zaživela kot ena oseba. Zaradi tega te stvari šele kasneje na nek način udarijo na dan. Če pa je eden za to, bi rekel, svojo blokado že vedel, pa jo je prikril, potem pa govorimo o neki drugi vrsti hibe, ki je zvijačna prevara. Seveda povezana tudi z tako imenovano nesposobnostjo. Ampak velikokrat se, veste, ena sama hiba redko pokaže. Ne? Včasih tudi, da je ena hiba tako močna, da se točno vidi, tale je najbolj močna. Velikokrat so pa kar pomešane med sabo, ne? Kot drevo, ne? Ki ima kar polno vej. Je pa treba ugotoviti, katera je najbolj navzoča, druge so pa potem, tako bi rekel, postranske, ki seveda povzročajo nesposobnost ali pa bi rekel, da je bila volja nezdrava. Spomnim se nekih mladih ljudi v Nemčiji, ki so se želeli poročiti, skleniti cerkveni zakon, po drugi strani pa so želeli nekako lagodno živeti svoje zakonsko življenje, niso bili odprti za roditev otrok, niso si želeli otrok. Ali je mogoče sploh, da bi lahko sklenili cerkveni zakon na tak način, če že predtem niso odločeni in odprti za rojstvo otrok? To je tudi eden od problemov mogoče sodobne družbe, da na prvo mesto postavi recimo
samega sebe, zakonec, naprimer, svoje lastno ugodje, nepripravljenost na eno žrtev, ker družina, ki sprejme otroka enega ali pa več, pomeni, mora biti pripravljena tudi na žrtev. In če zakonec, naprimer, šele v zakonu jasno manifestira svojo voljo, jaz pa nočem otrok, jo je moral malo manifestirati že prej, pokazati, naprimer, stil življenja, da na prvo mesto postavlja sebe, svoje ugodje, svoje, bi rekel, potovanja in tako naprej. Zato lahko rečem gotovo, tisti, ki bi izključil za rojstvo otroka, ne more skleniti veljavnega zakona. Prav tako tudi tisti, ki bi, naprimer, vnaprej sklenil, da otroka ne bo vzgajal, tudi ne more skleniti veljavnega zakona. To so hibe, zelo močne. Med 20 hibami v privolitvi, ki jih vi opišete v vaši knjigi z naslovom Zakon, ki ga ni bilo, opisujete tudi silo in strah. To je tudi ena od zelo pomembnih kategorij, kaj ne? Tako, zelo pomembna. Namreč vedno več je takih primerov. Omenil bi dva, taka bolj, ki izstopata, da naprimer nekdo sklene zakon zaradi nosečnosti. Velikokrat se zdi, kakor da je to neke vrste sila. Kasneje se to ugotovi, da je to kot neke vrste sila. Ta nosečnost, ki jo vsi pričakujejo, najbolj pa naprimer mamica, ki pričakuje otroka, čuti, da je v šahu, da ni svobodna, da bi se popolnoma svobodna lahko odločila za zakon ali pa da bi rekla, ne bom se poročila. Čuti, ukleščena sem, otroka pričakujem, moram se poročiti, potem še pa pritisnejo starši, pa sorodniki, pa velikokrat okolica in to je neke vrste sila. Otrok je zunanji faktor, ki sili v sklenitev zakona. In je to eden izmed razlogov, ki lahko pripelje do ničnosti zakona. Če se seveda dokaže, da je res bi rekel, to dejstvo, nosečnosti, tako pritiskalo na sklenitev, da nista bila toliko, bi rekel, za partnerja. No, drugi element sile je pa velikokrat vpliv dobrih ljudi, mi rečemo tako imenovani strah iz spoštovanja, spoštljivostni strah. Da nekdo sklene zakon iz ljubezni ali pa iz velikega spoštovanja do svojih najbližjih. Ali so to prijatelji, ali so to sorodniki, na prvo mesto lahko postavim starše, ki si želijo, poroko. Da se mladi poročijo. Tako. Veste, to, kar se je velikokrat recimo dogajalo v polpretekli zgodovini, ko so starši izbrali partnerja, nekomu, pa so rekli, zdaj smo si pa našli krasno nevesto. Pa ženi ni bil za to, ampak včasih tega ni rekel. Zdaj pa lahko tudi, bi rekel, iz tega spoštovanja si ne upa zameriti svoji mami ali pa svojemu očetu. Pa tiho prenaša, ali je to fant ali pa dekle, pa tiho prenaša. V srcu si pa tega sploh ne želi. Ali pa, naprimer, veste, imamo take primere, ko so sorodstniki so se kar zmenili in so določili datum, so že naprosili recimo določeno skupino muzikantov in so rekli, takrat pa takrat bo poroka, kupili obleko in tako naprej in vse je bilo pripravljeno. To je bila neke vrste sila, prisila. Veste, prisila velikokrat gre skupaj s strahom in to se potem dokazuje ravno na ta način, da oseba ne gre z veseljem k poroki, da morda na poročni dan ali pa že prej ima mučne trenutke, joka, bi najraje pobegnila, pa si ne upa. In po sami sklenitvi nima nobene
poguma, ne, potem bi rekel, ji vse dol pade. Ne. To je torej za sodišče, cerkveno sodišče, To je za jasen sodišče znak. izredno pomemben znak. Mi ugotavljamo ravno te znake, te simptome, na podlagi katerih lahko presodimo, da gre res za navzoč strah, ne, in seveda silo. Ampak vi veste, da veliko staršev tudi v Sloveniji zelo trpi zaradi svojih otrok, ki trpijo, kot pravimo, oziroma živijo na koruzi v konkubinatu. Kaj bi jim svetovali? Zelo si želijo, velikokrat morda nagovarjajo mlade, naj se vendarle poročijo in si uredijo zakonsko zvezo. Morda, če so zelo verni, zelo zvesti cerkvi in tako čutijo neko moralno dolžnost, da opozarjajo te otroke, da ne bo sramote v župniji in zaradi svojega ugleda morda tudi. Kaj bi jim svetovali? Kakšen odnos naj imajo ti starši do svojih otrok, teh, ki pač živijo na tak način? Veste, ko takole razmišljam, pogosto se lahko zgodi, da je silo in strah sprožil tudi kakšen duhovnik, kakšen župnik, ne, ki je ob drugem rojstvu otroka pa hudo pritisnil na, recimo, neporočena partnerja, češ zdaj se pa le poročta, ne, in je lahko tudi na nek način to ena taka indirektna sila posvečene osebe. Jaz bi rekel, tu je treba biti zelo previden. Bodi si starši, duhovniki, kakršnokoli sorodstvo, za takšna partnerja, ki še nista pogumna ali pa zrela za zakon, da bi to nastalo v njunem srcu, potem je boljše, dobro, spodbuda vsekakor, ampak spodbuda, ki pusti popolno svobodo. Zelo dobro pa je, da za taka dva partnerja molijo. To je najbolj uspešno zdravilo. Molitev zdravi rane. Molitev odpira srca. Molitev dela čudeže. Jaz sem prepričan, če bo kdo z molitvijo spremljal mlade ljudi, ki še nimajo morda v sebi poguma ali pa tudi volje, je boljše jih spremljati s takimi sredstvi, pa je tudi dobro kdaj na kakšnem romanju prižgati kakšno svečko, svetniku na čast, blaženemu Slomšku in tako naprej. Se priporočati, to so poti, ki bolj odpirajo njihova srca in pripravljajo njihovo voljo, kakor pa neposredno pomagati, ne, in ju skoraj nest k oltarju. Kaj pa je zmota v osebi? Kaj to pomeni? Zmote v osebi je danes malo. Veliko več je zmote v lastnosti osebe, ne? Te je pa več, namreč zmota v osebi pomeni, da bi nekdo res hotel eno osebo, pa bi poročil drugo. Ampak to se skoraj tu v našem katoliškem, recimo evropskem kraju ali pa prostoru skoraj ne dogaja, mogoče bolj v arabskih državah, ne, kjer so dekleta bolj pokrita in tako tam lahko pride do zmote v osebi. Medtem ko pa pri nas pa zmota v lastnosti osebe pa lahko sproži ničen zakon. To pomeni, da bi nekdo vnaprej hotel neko lastnost, ki se je prej kazala, kasneje pa odkrila, da je ni ali pa da je čisto drugačna. Če dam primer, ki je včasih lahko zelo smešen, da si nekdo želi poročiti osebo, ki zna tuj jezik, naprimer, da je dober v nemškem jeziku ali pa francoskem jeziku, pa je slišal tu in tam kako besedo iz njegovih ust in misli, ta pa zna perfektno, ne? Potem se pa kasneje izkaže, da ne obvlada nobenega razen slovenskega. In lahko nekomu zaradi take, bi rekel, zelo preproste stvari, ne, kot je znanje tujega jezika, se stvar sesuje, ne. Pomeni, tako visoko ceni neko lastnost, da na njo postavi svoj zakon. In če tistega ni, se stvar sesuje, ne. Ali bi lahko bil cerkveni zakon tudi neveljavno sklenjen oziroma ničen, če se ugotovi, denimo, da sem si želel poročiti črnolasko, pa je bila
pobarvana blondinka. Blondinka. Seveda, to so, veste, to so danes so res lastnosti zelo, zelo pisane. Ne? Ljudje se poročajo izredno, lahko zaradi nekih zanimivih lastnosti, ne? Ker je všeč morda, da zna tako lepo govoriti, ali pa zato, ker je tako, bi rekel, dober košarkaš, karkoli, so stvari, ki nekoga pritegnejo, ampak če so to tiste lastnosti, zaradi katerih nekaj stoji ali pade, potem je to lahko hiba. Ne? Bolj si želimo, da bi te lastnosti bile akcidentalne, ne? Torej postranska stvar, ne? Da je v središču oseba kot taka. Velikokrat pa ljudje lastnost tako visoko postavijo. Če lastnosti ni, se zakon sesuje. Med hibami v privolitvi opisujete tudi zakon pod pogojem. Ja, tudi zakon pod pogojem omenja kodeks. Veste, danes je nemogoče skleniti zakon pod bodočim pogojem. Kodeks in sploh pravo omogoča sklenitev zakona pod preteklim ali sedanjim pogojem, če obstaja motiv za to, da postaja stvar bolj jasna. Naprimer, da je dekle noseča, pa reče fant, pod pogojem, da je ta otrok moj, te poročim. Ne? Ta je neke vrste sedanji pogoj, ne? Pomeni v tem trenutku je noseča, se bo sicer kasneje izkazalo, ne? Ampak pomeni osnova obstaja. Ne? In če ta osnova pomeni nosečnost obstaja, pomeni, da obstaja tudi neke vrste možnost, da bi bil ta moški oče tega otroka, potem lahko škof dovoli tako poroko. Ne? Reče, pod pogojem, ne, ki je v tem trenutku navzoč, lahko dovolim poroko. Pomeni zdaj, če se izkaže kasneje, da je otrok, naprimer, črn, ne, potem se reče, ni bilo osnova je sicer bila, ampak zdaj se je dokazalo, da ta moški ni oče, potem se lahko reče, zakon je ničen, ne, ničen. Ampak pomeni, to so pogoji. Naprimer, ni pa mogoče skleniti zakona pod bodočim pogojem, naprimer, da dekle, fanto pogoj, poročim te, če ne boš pil v zakonu. Ne, ker on lahko samo reče, obljubim, obljuba pa ni pogoj. Ne? In tukaj pravo je zelo precizna veda in hoče zelo jasno določiti, ne? Torej, da pod nekim bodočim pogojem ni mogoče, ker vsak bodoči pogoj se spreminja v obljubo. Ne? V neko obljubo, ki pa ne more biti razlog poroke. Tako da iztržiti poroko zaradi tega, ker je nekdo rekel, obljubim ti, ne, da te ne bom varal, ne, na podlagi tega ni mogoče potem zahtevati, pod tem pogojem sem te poročila. Ne. Tako da ali bi lahko rekli, da gre, da nima toliko zakoncev narazen, prav zaradi tega, ker so bile hibe v privolitvi in zakonska zveza morda ni bila pravilno sklenjena, torej tudi na nek način, kot sva prej govorila, ni bilo tiste polne sakramentalne milosti, da preprosto se zakonci ne morejo prenašati med sabo. Kajti slišal sem, da sakrament svetega zakona, ker je Jezus Kristus navzoč, med zakoncema veliko lažje prenašata drug drugega, da je tudi to eden od pomembnih razlogov, ki se jih morda tisti, ki mislijo skleniti cerkveni zakon, ne zavedajo. Je možno, da bi prav zaradi tega prihajalo do tolikih razvez, denimo navideznih, ki morda sploh niso bili sklenjeni, pravilno sklenjeni krščanski zakoni? Pri mladih zakonih, ne, saj večina takih, ki gredo narazen, so mladi zakonci. Ne. Tako pač statistike pokažejo, da največ se jih razveže v prvih 5 letih, potem pa po 15 letih, ne, pomeni, ko pride druga kriza. Ne, pomeni, prva kriza je v prvem hitrem obdobju, potem pa druga kriza. Ne, da so to taki mejniki in
lahko bi rekel, da res morda je kriza vere tukaj v ozadju, ne? Kriza vere, pomankanja vere, pomankanja zaupanja, da Bog pomaga človeku na poti. Zelo dobro za mlade zakonce so zakonske skupine. To se pravi, da se zakonska, en zakonski par skuša v svoji župniji vključiti v neko zakonsko skupino. Tam bo gotovo našel prostor ali pa vrt, v katerem bo srečal sebi enake zakonske pare, ki si želijo zakon ohranjati. In bo tudi našel, način, kako to drugi delajo. Pomeni, da zaupajo drug drugemu, da molijo, da zaupajo Kristusu. Potem bo pa tudi ta milost, o kateri govorite, postala rodovitna. Ne? Jaz sem prepričan vedno, Bog pošilja milost tudi tistim, ki so morda kar tako skupaj, ali pa ki so, rečemo, v civilni zakonski zvezi. Vsakemu pošilja milost, ker je pač neskončno dober. Kdaj je pa ta milost res rodovitna? Tukaj pa moramo mi sodelovati. Ne? In gotovo tisti, ki so sklenili zakonsko zvezo pred cerkvijo, absolutno močno sodelujejo. Ne? Pomeni, zelo na široko odpro vrata svoje družine ali pa svojega zakona Bogu. Tam lahko Bog gotovo več ponudi, kakor pa nekomu, ki mu kar tako bi rekel, meče darove. Ne? Gospod profesor, denimo, da je nekdo danes ob tem, ko vas je poslušal o hibah v privolitvi, ugotovil, da njegov zakon najverjetneje ni bil sklenjen pred Bogom, pred cerkvijo, veljavno sklenjen, tako da pravzaprav nima zakramenta svetega zakona. Kaj lahko sedaj naredi? Želi pa živeti skupaj naprej, denimo. Torej, gledajte, jaz bi takole rekel, tukaj moramo ločiti dvoje. Ne? Zdaj, tisti, ki so v dvomu, da so sklenili veljavni zakon, pa bi radi šli na razen. Ne? Pomeni, bi radi dokazali ničnost, naj se obrnejo na cerkvenega sodnika. Mu povedo svoj problem, lahko tudi najprej na svojega župnika, ker gotovo župnik je prvi, ki bo lahko pomagal, pa usmerjal takega zakonca do cerkvenega sodnika, da bo skušal pomagati do pravice. Drugi so pa taki, ki lahko ugotovijo, da je bila neka pomanjkljiva volja pri sklenitvi ali pa celo razdiralni zadržek, pa bi radi šli še naprej skupaj, ne? Pa jih zdaj malo peče vest, pa rečejo, ja, na začetku pa ni bilo vse okej, ne? Pa jih malo peče vest, je pa zopet dobro, da se obrnejo bodisi na svojega župnika ali na svojega krajevnega škofa ali pa tudi na sodnika. Takrat pa govorimo o tako imenovani poveljavitvi zakona. Pomeni, zakon sam sicer pred cerkvijo velja za veljavnega, v resnici pa je lahko ničen, neveljaven. In ga je treba poveljaviti. Mu torej dati, bi rekel, umetno dihanje. Morate zakonca ponovno pred oltar? V nekaterih primerih morata ponovno pred oltar, v nekaterih primerih pa ne. Recimo, ko rečemo takrat, kadar ni vprašljiva volja, pomeni, da gre za neko pomanjkljivo obliko, ne? Ali da je manjkala ena priča, ali da je privolitev bila tako na pol izrečena, ne? Da se eden spomnil, jaz pa sploh nisem bil nič vprašan, ne? Me nihče ni nič vprašal, pa sem zdaj poročen, pa ga vest peče, pa reče, ja pa kaj je zdaj to, ne? Pomeni, upravičeno se sprašuje o veljavnosti svojega zakona. Torej, gre za pomanjkljivo sklenjen zakon, pomeni neveljavno sklenjen zakon, zaradi pomanjkljive oblike, lahko tudi razdiralnega zadržka. Takrat je treba zakon poveljaviti. Če pa je vprašljiva volja, ne, pomeni, da gre za eno hibo v privolitvi, tako kot rečemo, da je bila zdaj volja načeta, takrat je pa treba res ponovno pred oltar, pomeni, voljo je treba ponovno
izraziti. To se včasih lahko zgodi tudi tako, da to storita v srcu, če se na primer ta stvar ne ve, ne, če pa je to dokazljivo na zunanjem področju, takrat pa je potrebno obnoviti zakonsko zvezo pred duhovnikom pri oltarju. Gospod profesor, mnogi z odločitvijo za ugotavljanje ničnosti cerkveno sklenjenega zakona odlašajo. Mnogi se prej tudi civilno poročijo in šele morda po letih zaprosijo za ugotavljanje neveljavnosti njihovega zakona. Kaj jim svetujete, kdaj naj začnejo z ugotavljanjem ničnosti? Za začetek nekega postopka je gotovo nujno pomembno, da je oseba, ki o tem razmišlja, čim bolj v srcu prepričana, da njen zakon ni bil veljavno sklenjen. Namreč zelo veliko je na tistem, ki vlaga prošnjo. Gotovo sodnik lahko pomaga pri ugotavljanju, ampak zelo si želimo, ne, da bi določena oseba, ki je kot recimo v vlogi tožitelja, v srcu zelo gotov, potem bo veliko lažje peljal proces, ne. Namreč sodnik je tisti, ki pomaga hoditi, ne, ni pa tisti, ki bi vso stvar lahko sam odkril, ne. Zato pravim tako, ne, ko se pojavi en resen dvom, ne, pomeni resen dvom je takrat, ko je nek upravičen dokaz že navzoč, ne, takrat naj oseba, ki o tem razmišlja, naredi korak do župnika ali pa do sodnika in pripravi neke vrste življenjepis, v katerem opiše vso svojo zgodbo, bi rekel svoj propadli zakon, ne, ker to se začne potem, ko je zakon bil že na nek način zaključen, ne, pomeni razpadel, ko sta se že razvezala. Medtem ko pa, če zakonca še vztrajata v zakonski zvezi, ne, pa kljub temu trpita morda zaradi nekih nesoglasij, ne, takrat pa je bolj upravičeno to, kar sva govorila na začetku, da sprožita željo po ločitvi ob obstoječi zakonski zvezi. V vsakem primeru je dobro obiskati duhovnika, sprožiti problem, v čem je, potem pa duhovnik pove, kaj bi bilo zdaj najboljše, ali se obrnati na škofa, ali se obrnati na sodnika in tukaj potem skušamo potem pomagati naprej. Koliko primerov imamo v Sloveniji, da nimamo vlog za ugotavljanje ničnosti zakona na cerkvenih sodiščih? To je iz leta v leto različno, gotovo pa je, da zdaj, ko se o tem več govori, da je več tudi pogumnih ljudi, ki skušajo morda svojo drugo zvezo ali pa tretjo, ne, v kateri so pač zdaj, ne, skušajo rešiti, ne, pomeni ji dati tudi sakramentalni značaj. Dolgo časa o tem mnogi ljudje niso vedeli, tako da je tako mogoče na leto v Ljubljani in v Mariboru rešenih približno 40 do 50 primerov. In koliko odstotkov je rešenih pozitivno, torej da se res ugotovi ničnost zakona od teh vloženih vlog? Sodniki ponavadi z vsakim, ki vlaga, opravimo nek predhodni pogovor, tako da že vnaprej izločimo tiste, za katere mislimo, da niso zreli za postopek, tako da je velika večina rešenih pozitivno. Torej, če so naše gledalke in gledalci morda danes ugotovili, da je morda šlo za kakšno hibo v privolitvi ob trenutkih sklepanja njihovega cerkvenega zakona pred oltarjem, je najbolje torej, da se obrnejo, če želijo razveljavitev, iskati ničnost zakona kar na domačega župnika. Tako, na domačega župnika, potem pa lahko tudi z ozirom na to, v kateri metropoliji so, ali se obrnejo na Mariborsko sodišče ali pa na ljubljansko
metropolitansko sodišče. Ali pa še boljše bi bilo, če bi kar poveljavili njihov zakon, kaj ne? Vsekakor si sodnik vedno želi najprej ohraniti zakonsko zvezo tam, kjer se da. Če pa vidi, da nikakor ne gre, potem pač pomaga tudi k pravici. Tam, kjer so otroci, denimo so še majhni otroci, ali že morda večji, bi vendarle bilo bolje to drugo, kaj ne? Torej, vsekakor jaz zelo želim, da bi tudi do poveljavitev zakonov prišlo, pomeni tam, kjer je nekaj majhne volje še po skupnem življenju, je gotovo dobro, če se ugotavlja, da nekaj ni bilo v redu, da se tak zakon še poveljavi, pa se ohrani zakonska zveza. Gospod profesor dr. Stanislav Slatinek, še enkrat bomo pokazali tole vašo zelo, zelo koristno knjigo, ki ste jo izdali torej pred nekaj leti, Zakon, ki ga ni bilo. Je še zmeraj na voljo, prej ste mi povedali, da prva izdaja je pošel, ja, prvi ponatis je pošel, tako da mogoče pri kakšnem duhovniku bi se še našla, ukolikor so jih kaj vzeli za svoje vernike. Tu boste torej, spoštovani gledalci, našli še veliko bolj podrobno opisano vse, o čemer sva danes govorila z našim gostom. Hvala za vašo pozornost.